Kot naključni udeleženec doživljam pohod redno, zadnjih kar nekaj let in vedno uživam v tem, zato ker doživamo pristno domače okolje, z domačimi dobrotami in v lepoti krajev, ki jih obiskujemo. Mislite, da je to dobra promocija Sromelj in občine Brežice? Mislim, da je to ena izmed vrhunskih prireditev, ki mora ostati aktivna. Mogoče razmišljati tudi, da se promovira malo bolj široko, vendar v tem obsegu, kot je narejena, za neko omejeno število ljudi, se pravi nekje 300 ljudi, ki je obvladljivo za lokalno skupnost, je pa izredno lepo in obvladljivo in vsi smo veseli vseh pohodov, ki vsako leto doživimo. Evo, naša sromeljska pešpot, pot Vina in sonca poteka odlično, tudi Sonček nas je zdaj že obiskal. Danes imamo okoli oziroma čez 240 pohodnikov, tako da je večje število kot lani, česar smo seveda zelo veseli. Začeli smo že zjutraj od 9. do 10. ure, vsako leto se pot začne pri okrepčevalnici Riba in Pol in gremo po trasi približno 14 km, na koncu pa zaključimo seveda z golažem in pa zabavo pri Domu krajanov. Udeleženci so iz različnih krajev, to je tudi promocija Sromelj, brežiške občine. Seveda imamo kar nekaj skupin, ki so prišli iz Gorenjske, iz okolice Ljubljane, imamo veliko ljudi, tako da smo veseli, da je nekako promocija uspela in da seže tudi glas v druge dežele Slovenije. Seveda, pohod je tudi v festivalu pohodništva, se pridružujete tej akciji? Seveda, to je en tak zelo lep festival, letos torej jeseni. Mi vsako leto našo sromeljsko pešpot organiziramo oktobra, torej nekje v polovici, da se lahko potem pridružimo tem jesenskem delu festivala posavskega pohodništva. Kot smo videli, pa pohodniki seveda uživajo tudi v kulinariki, v vinu. Kaj ste jim za letos morda kaj posebnega pripravili? Pravzaprav nekako poskušamo vsako leto ohraniti neke te naše tradicionalne jedi, tako da imamo zraven tudi bizeljski ajdov kolač, ocvirki se najdejo, domač kruh, domače pečeno meso, seveda domače vino, ker normalno je pot Vina in sonca, tako da res vse je lokalno, vse je domače in zelo smo hvaležni vsem našim lokalnim ponudnikom, vsem našim domačinom, krajanom, da tudi letos pomagajo in pripravijo. Se pravi, za pojest in za vina vam ne bo zmanjkalo? Ne bo, definitivno vsega je dovolj, tako da vsi vabljeni še prihodnja leta. Torej, to je že tudi napoved novih poti oziroma načrtujete morda kakšno spremembo? Sprememba ni načrtovana, sicer se vsako leto malo prilagajamo, kakršno je leto, koliko naši domačini in koliko naše turistično društvo zmore, ampak mislim, da se ni za bati in da bo vsako leto večje in boljše. Torej ostane samo še povabilo na sromeljski pohod Vina in sonca v leto 26. Tako, vabljeni leta 26, najverjetneje spet tam v polovici oktobra, tako da se vidimo. To sam mi vijemo. Plamilo prosimo, preljubiti moj fantič, še en poljub mi daj, ljubitelj se naj napovrne, hodila je nekdaj. Ljubezen se naj napovrne, odbila je nekdaj. To misli,
Ohranjamo tradicijo in uživamo v tem delu.